Čeprav je Toy Story saga za otroke, je imela več potrjenih smrti, nekatere med njimi pa so bile precej brutalne. Tako bomo danes pogledali najhujše smrti v celotni sagi Toy Story, poleg tega pa še več likov, ki so izginili in zelo verjetno prav tako niso preživeli do Toy Story 5. Combat Carl pri tej celotni sagi Toy Story smo videli več različic Combat Carla. Najbolj znan je verjetno tisti, ki se je pojavil v Toy Story grozljivki, vendar je imel prvi Combat Carl, ki smo ga videli, popolnoma drugačno zgodbo. V prvem filmu Toy Story iz leta 1995 Sid Phillips priveže raketo na hrbet Combat Carla, jo prižge in ga razstreli na 1000 koščkov. Film nam pokaže samo eksplozijo, nato pa tega Combat Carla ne vidimo nikoli več. Tako je bila to prva potrjena smrt v celotni franšizi. Muha, ki je umrla na bazovem vizirju. V istem filmu se pojavi še ena smrt, ki traja manj kot sekundo in se je skoraj nihče ne spomni. Potem, ko Woody vrže Buzza skozi okno, se Buzz uspe povzpeti na avto Andyjeve mame, da bi ga zasledoval in se mu maščeval. Ko pa vstopi skozi strešno okno, lahko vidimo, da se je muha zaletela v vizir njegove čelade in ostala popolnoma sploščena. In ja, je mrtva, ker je celo drobovina pritekla ven. V bistvu je Buzzova čelada delovala kot vetrobransko steklo avtomobila. Buster. Se spomnite Busterja? Tistega jazbečarja, ki so ga Andyju podarili za božič na koncu prvega filma. Takrat je imel Buster verjetno okoli 3 mesece. V Toy Story 2 smo ga že videli kot odraslega psa, starega približno 2 leti. Toda v Toy Story 3 je bil že ostarel pes. Težko je hodil, precej se je zredil in imel je približno 12 let. V Toy Story 4 se ni pojavil, ker je ostal živeti pri Andyjevi mami. Toda takrat bi moral imeti Buster že okoli 13 let. To pomeni, da bi imel Buster v Toy Story 5 že 15 let. Jazbečar običajno živi med 12 in 16 let. To je odvisno od njegove velikosti in skrbi, ki jih prejema. Glede na stanje, v katerem smo videli Busterja v Toy Story 3, je zelo verjetno, da bi v Toy Story 5 že umrl. Zato pustite svoj všeček in komentar v imenu zvestega prijatelja Andyja. Scott, Sidov pes. In če je Buster verjetno že umrl, tisti, ki zagotovo ni dočakal Toy Story 5, je bil Scott, pes Sida Phillipsa. Scott je bil že odrasel pes, že v prvem filmu. Ne vemo natančno, koliko let je imel, vendar tudi, če bi imel komaj 2 ali 3, bi imel v Toy Story 5 že okoli 17 ali 18 let. Tako bi bil Scott zaradi starosti že zdavnaj mrtev, še preden bi se začel peti film. Igrače, ki jih je Sid Phillips uničil. Toda psi niso bile edine žrtve povezane s Sidom Phillipsom. Sid ni zlorabljal samo svojih igrač. Fant se je zabaval tako, da je izvajal operacije, jim menjal glave, trgal dele in sestavljal ostanke več igrač, da je ustvaril novo. Eden najjasnejših primerov je Janie, lutka njegove sestre Hane. Sid ji odstrani glavo in jo zamenja s tisto od pterodaktila kot del tega, kar sam imenuje dvojna presaditev možganov. Toda Janie in pterodaktil nista umrla. Kasneje mutirani igrače ponovno namestijo svoje glave na prava telesa in oba sodelujeta v načrtu za reševanje Woodyja in Buzza. Enako se zgodi z Babyface, Duckiem, Lex, Rollerbobom in ostalimi mutiranimi igračami. Čeprav jim manjkajo deli in so sestavljeni iz kosov drugih igrač, so vsi še vedno živi. Pravzaprav so prav oni tisti, ki pomagajo popraviti najnovejše žrtve Sida. Tisti, ki pa so očitno končali mrtvi, so igrače, ki so bile popolnoma razstavljene v njegovi sobi. Sidovo svetilko lahko vidimo več glav lutk, ločenih od njihovih teles. Nikoli se ne premikajo ali pomagajo drugim, prav tako se ne pojavijo, ko se vsi igrače uprejo Sidu. Tako so mutirane igrače uspele preživeti z novimi deli, medtem ko so bile tiste lutke iz svetilke verjetno druge žrtve Sidovih operacij, ki jih ni bilo več mogoče popraviti. Sid Phillips. In ker toliko govorimo o Sidu Phillipsu, moramo omeniti smrt, za katero mnogi verjamejo, da jo je Pixar skril v filmu Coco. V svetu igrač 3 ponovno vidimo Sida, ki dela kot smetar. Vemo, da je to on, ker še vedno nosi isto črno majico z lobanjo, kot jo je imel kot otrok. Ima tudi daljše lase, slušalke in ustvarja glasbo za bojniki za smeti. Leta kasneje se v filmu Coco v deželi mrtvih pojavi glasbenik, ki nosi majico z enako lobanjo kot Sid. Ima tudi dolge lase. Pixar nikoli ni rekel, da je to Sid, zato je lahko majica samo referenca.
Zaradi oblačil, las in povezave obeh likov z glasbo se je pojavila teorija, da je Sid Phillips umrl nekje po filmu Svet igrač 3 in se nato pojavil kot okostnjak v Koko. Torej, to ni potrjena smrt, ampak če je ta lik iz Kokoja res Sid, vsaj vemo, da se je posvetil glasbi in ne postal serijski morilec. V Svetu igrač 2 smo spoznali Weezyja, pingvina, ki je pravzaprav začel celoten film. Na začetku je bil popolnoma žalosten, ker njegova piščalka ni več delovala in je vedel, da ga bo Andyjeva mama prodala na vrtni razprodaji. Woody ga uspe rešiti, Andy ga popravi in na koncu se zdi, da se je zanj vse dobro končalo. Toda v Svetu igrač 3 ga nismo več videli. Ni v 4. niti v 5. filmu se ni pojavil. Torej, kaj se je zgodilo z Weezyjem? Po svoji obliki in zvoku, ki ga je oddajal, je bil Weezy eden tistih piskajočih pasjih igrač. Ena od teorij pravi, da je pristal na drugi vrtni razprodaji, kjer ga je nekdo kupil kot igračo za svojega hišnega ljubljenčka. Njegov pes pa ga je nato uničil. Morda ni bil Buster. A po vseh teh letih in glede na to, kako krhek je bil že v Svet igrač 2, bi Weezy zelo težko preživel do 5. filma. Kaj pa vi mislite? Kaj se mu je zgodilo? Se spomnite Garyja? Tistega starčka, ki je popravil vodja v Svet igrač 2. Kot zanimivost, to je isti starec, ki nastopa v Pixarjevem kratkem filmu Garyjeva igra, kjer igra partijo šaha sam proti sebi. Ko se je pojavil v Svet igrač 2, je Gary že izgledal, kot da ima med 65 in 70 let. Če upoštevamo leta, ki minejo do Svet igrač 5, bi bil takrat že blizu 80 ali pa bi jih celo že presegel. Poleg tega se v Svet igrač 4 za pultom v starinarnici pojavi njegova fotografija. To je mnoge pripeljalo do razmišljanja, da bi lahko bila Margareta, lastnica trgovine, njegova žena in da je Gary tam delal kot restaurator predmetov, preden je umrl. Fotografija ne potrjuje, da je umrl, vendar jasno kaže, da je imel Gary neko povezavo s trgovino in glede na njegova leta je zelo verjetno, da je do Svet igrač 5 že umrl in da je ta fotografija eden od spominov, ki jih je pustil v prostoru. Lažna smrt Zorga. Imamo tudi lažno smrt Zorga v Svet igrač 2, čeprav je tukaj treba dobro pojasniti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Med pretepom k dvigalu Rex po nesreči udari Zorga in povzroči, da pade z velike višine. Film nas nekaj minut pušča v prepričanju, da je umrl, a kasneje izvemo, da je še vedno živ in se vrne s šalo: "Jaz sem tvoj oče." Očitno naj bi obstajala različica, v kateri bi Zorg res umrl, vendar bi bila ta pretemna za občinstvo. Zato so spremenili različico. Zamenjamo očeta Andyja. Veliko ljudi se je spraševalo, zakaj Andy v nobenem izmed filmov nikoli ni imel prisotnega očeta. Dolga leta je krožila zgodba, da je bil oče Andyja prvotni lastnik Woodyja. Po tej različici je kot otrok zbolel za otroško paralizo. Woodyja je obdržal vse življenje in ga pred smrtjo podaril svojemu sinu. Teorija je postala zelo priljubljena, ker naj bi jo povedal Joe Ranft, eden od scenaristov Pixarja. Vendar pa je Andrew Stanton, ki je prav tako napisal prvi film, povedal, da je zgodba popolna laž. Tako smrt Andyjevega očeta zaradi otroške paralize ni del uradne zgodbe. A vendar Pixar tudi ni pojasnil, kaj se je z njim v resnici zgodilo, zato mnogi še vedno verjamejo, da je umrl pred dogodki iz prvega filma. Sammy Salamandrava. Toy Story 5 smo spoznali Sammyja Salamandro, Boneino hišno žival. Ko pa Woody vpraša, ali gre za istega Sammyja, ki ga poznajo tudi ostale igrače, mu pojasnijo, da je v resnici to Sammy Salamandra številka 2. Sammy Salamandra številka 1 je umrl, preden se je film sploh začel. To je še ena potrjena smrt v tej sagi. Kasneje, ko igrači odkrijejo, da njihove plastične roke ne delujejo na zaslonu, Lili Liliput zgrabijo Sammyja številka 2 in uporabijo eno izmed njegovih nog za upravljanje. Nato pa ga izpustijo in Sammy pobegne med rastlinje. Sammy številka 2 ne umre v tisti sceni. Zadnje, kar vidimo, je, da mu je uspelo pobegniti. Vendar pa se med odjavno špico že pojavi Sammy Salamandra številka 3. To ne potrjuje, da je drugi umrl. Torej je najbolj logično, da ga Bonnie po pobegu nikoli ni uspela najti in ga je preprosto zamenjala z drugim. Ampak kakorkoli, v zelo kratkem času je Bonnie že izgubila 2 različni salamandri. In če upoštevamo, da lahko salamandra živi od 5 do 30 let, če je dobro negovana, to pove, da je Bonnie zelo slaba lastnica hišnih ljubljenčkov. Smrt Baza v Game Boy Color. In za konec imamo častno omembo, ki je ne poznajo vsi.
V videoigri Svet igrač 2 za Game Boy Color, ko igralec izgubi vsa življenja, se prikaže animacija, kjer je Buzz ležeč na tleh skupaj z 2 baterijama. Igra sama pojasni, da je Buzz ostal brez energije. Njegovo telo je popolnoma sesuto in se ne more več premikati. Tako nam v bistvu pokaže, kako bi bila videti njegova smrt, če bi mu nekega dne baterije zavedno pošle. Seveda to ni uradna smrt v filmih, vendar je to eden redkih primerov, ko nam je franšiza neposredno pokazala, kako bi lahko umrl Buzz Lightyear. In zdaj mi povejte, katera od vseh teh smrti vam je ušla in kateri lik mislite, da prav tako ni preživel do Svet igrač 5?